Takole, hvala Bojan za napoved. Jaz bom krajši danes kot velika večina predavateljev. Mečkino bi vam povedal o eni simpatični samogradnji, ki sem jo tudi sam naredil. Navdušil me je Vojko, tamle nekje je, evo ga, Vojko, hvala. En tak simpatičen VNA, ki se mi zdi, da bi pravzaprav sodil v vsako delavnico radiomaterija, ki se mečkino ukvarja s konstrukcijami in samogradnjami. Kaj sploh je to VNA? Tukaj v tej predavalnici je precej več ljudi, ki znajo to precej bolj opisati, kot pa tale opis, ki sem ga našel na Wikipediji. Torej, z njim merimo amplitudo in fazo, ampak kot vidite, tale slika inštrumenta podjetje Rohde & Schwarz nam že pokaže, da to je precej več, kot pa samo merjenje amplitude in faze. Tako da samogradnja gotovo ne moramo se čemu takšnemu približati, ampak za tisto, kar pa pravzaprav mi rabo, oziroma kar sem jaz rabo, bo pa en takšen Arduino based, torej na osnovi Arduina, da bo pa popolnoma zadostoval. Če gremo opraviti en pregled stanja na spletu, kaj vse se dobi, kaj vse omogoča, kaj lahko naredimo načrt in podobno, bomo našli cel kup enih samogradenj. Tamle je en tiste naš, ki se tudi pojavi v iskanjih, ampak vse te, ali pa velika večina teh samogradenj, ki jih najdete na prvo žogo, če ne greste mečkino iskati, ali pa če vam Vojko ne pove za to samogradnjo, imajo take lastnosti, da jih večina duguje tam do 30 mega, mogoče tudi tam do 60, ampak vsekakor pa ne zajame 2 metrov. Meni je predvsem bilo to, da bi moral zajeti vsaj 2 metra, če ne že 70 centimetrov. Potlej, naslednja lastnost imajo, da imajo samo en vhod-izhod. Načeloma je to čisto v redu, če merimo samo anteno in podobno. Če bi pa hoteli meriti filtre, je pa to že premalo. Ne rabimo vhod in izhod. In pa večina teh samogradenj, ki sem jih videl v tem kratkem pregledu, nima Bluetooth povezave. Bluetooth povezava je pa pomembna zato, ker če imate takle mikroinštrumente, kot je tole, saj se da videti na tem displeju, saj ne rečem, ampak je silen neroden v primerjavi s tem, da imam na telefonu barvni zaslon, lahko zajamem sliko, ampak o tem bom tudi kasneje še več povedal. No, tukaj pa želimo tehnične lastnosti VNA, ki ga je naredil IZ2PMX. Jaz sem od njega kupil narejeno tiskano vezje, ene par kritičnih elementov, vse ostalo pa ni nič kritičnega gor, tako da samogradnja je relativno enostavna. Tukaj le vidite, kaj vse počne ta zadevščina, meri SVR kot generator frekvence, mikrowattmeter, Bluetooth povezavo ima tudi 2 priključka za meritve filtrov in pa omogoča več vrst načinov meritev. Tole sem, mogoče se iz tega to ne vidi, enkratna meritev je to, da zmerimo ena meritev, druga je pa, da preletimo čez določeno frekvenčno območje. Če nadaljujem s tehničnimi lastnosti, skupaj s pametnim telefonom dobimo res nek tak odličen DIY instrument, ki omogoča te naše meritve radiomaterske prek širokega frekvenčnega področja od 1 Hz pa do 180 MHz. Vam bom pokazal potem na slikah SVR, fazo, Smithov diagram. Mogoče je tudi kdo tukaj pri nas v tej predavalnici, ki bi lahko kaj več o tem Smithovem diagramu povedal. Merjenje NC pa kristala. No, tukaj vam moram že povedati za tiste, ki se bi slučajno kdo tega lotil, sem ugotovil, da ravno aplikacija ima težave pri merjenju kristala. Hotel sem neke kristale meriti za kristalni filter in aplikacija je sicer zelo simpatična, pomeri vse parametre, ampak ravno pri merjenju kristala se pa zatakne. Z avtorjem smo se mečkino dopisovala, mečkino je popravilo zadevščino, ampak mislim, da še ni končna varianta narejena te Android aplikacije, ki bi to odlično upravljala. S aplikacijo lahko merimo dolžine kablov, mislim, da sem enkrat celo poskusil, drugače tega ne potrebujem.
in pa merimo odziva filtrov. To pa je tista reč, zaradi katero pravzaprav sem jaz se odločil za to samogradnjo. No, tukaj pa vidimo okno. BlueVNA aplikacije, to je Android aplikacija. Ne bi vedel, če obstaja aplikacija za iOS, za Android vsekakor obstaja. Tukaj leži, vidite, kaj vse lahko počnemo s to aplikacijo. Od merjenja kabla, transmisije, Smithov diagram, merjenje LCR in kristala, generator frekvence tudi, kablov in tako naprej. Torej, zelo kompaktna zadevščina, pa vse skupaj zelo uporabna. Tole je samo izgled ene meritve, sej tisti, ki se mečkino bolj spoznate na Smithov diagram, vidite, da tole sem se kar mečkino hecel pa vrtel, in tako da neke resne meritve iz tega ni bilo. To je samo zgolj kot demonstracija, da s to aplikacijo lahko marsikater parameter pomerimo in na podlagi tega parametra izboljšamo anteno. No, to je pa že tista reč, zaradi katere sem jaz se lotil te gradnje. To je meritev izhodnega filtra za tam dvometrski band, za dvometrsko področje. Zdaj mogoče bo Marko pokomentiral, ali je filter v redu ali ni, ampak takole to zgleda pri tem mojem filtru. Na levi strani imamo vse v decibelih, da lahko merimo fazo, izgubo. Tole pa naslednja meritev, ki sem jo opravil na moji kratkovalovni anteni, se pravi end-fed antena, dolga približno 41 metrov, in tukaj se prav lušno vidijo tele dipi antene na teh naših frekvenčnih področjih, ki nas zanimajo. Aplikacija je dosti simpatična, z nekaj enostavnimi gibi po telefonu, lahko tudi telemarkerje prikažemo, več markerjev lahko prikažemo, potem lahko te meritve shranimo, za primer pač neke dokumentacije, potem kasneje vam bom povedal, da jaz to uporabljam za nek izdelek, dosti enostavno, da pač podokumentiram meritev, in vse to shranim na telefonu. Jaz mislim, da skoraj da kaj več, kot so te meritve, nek povprečni radioamater, samograditelj, niti ne potrebuje. No, ena od meritev, ki jih uporabljam pri temule, to je takle majhen tuner, ki ga izdelujemo za QRP uporabnike, torej bolj za tiste, ki hodijo po hribih. To je tuner za žično anteno in ena od meritev je na spodnji frekvenci, vidimo, da gre do 6 MHz, naslednja meritev pa tamle okrog 19 MHz in vidimo, RL sem meril, pa SVR, da pač SVR je več kot odlično. To je pa naslednja meritev, se pravi na spodnjem območju, na zgornjem območju, vse to shranim in potem lahko kupcu dostavim to meritev, okolikor bi jo želel. Tole je pa še tudi ena zelo zanimiva meritev, ne vidim tukaj S52AB, ga ni Jožeta, če ste videli ta zadnji CQ časopisa, ste noter opazili članek drevo kot antena. No, to je meritev tega drevesa kot antene. Mečkino sva se z Jožetom ukvarjala, da sva RL znižala, ampak, kakor vidite, je perfektna meritev izpadla. Na 14 mega sva drevo uglasila kot anteno, točno tako. In možakar je naredil preko, mislim, da 54 reverse beaconov ga je slišalo po celem svetu. Mislim, zelo lušno, simpatično. Brez tega bi Jože težko uglasil tisto drevo. Predstavljate si okrog drevesa, pa preberite si CQ, ta zadnji časopis, kaj je vzunja, pač okrog drevesa je eno tuljavo, kondenzator in mečkino sva oglaševala in to je meritev, ki sva jo naredila perfektno.
Antena pa tudi menda zelo lepo deluje, kot pravi Jože. Ne? Se pravi, ena taka meritev, tudi XS vidimo lahko, ne? Z in R, vse te reči, ki jih vidimo tle na desni strani, lahko vklopimo in pač vidimo potem na zaslonu telefona. Takole zgleda vezje tega VNA-ja. Jaz sem od Alfreda, kot rečeno, kupil tiskano vezje, je bilo že narejeno, pa zraven sta bila še tale dva transformatorja. Vse ostalo se dobi pač preko eBaya ali kakorkoli trgovin, nič posebnega. Tudi samo vezje ni nič pretresljivega. Če ste doma v SMD tehniki, potem ne bo problemov. Če niste doma v SMD vezje, potem je škoda, da boste uničevali ploščico, dajte to nekomu narediti, ki to obvlada. Tukaj na desni strani bomo pa potem na naslednji sliki videli, pa pride še Arduino modul, Arduino Nano, takole naspajkan gor v podnožju. Tukaj imamo pa podnožje za Bluetooth modul, zopet iz eBaya za 4 € ali koliko že. In se zadeva preko tega Bluetooth modula poveže na pametni telefon. Zdaj še eno reč sem videl na strani od Alfreda, tam je že kar predloga za tisk ohišja s 3D tiskalnikom. Jaz sem to reč uporabil, tukaj jo vidite, lahko potem si pogledate. Moram reči, na prvi pogled sicer razgleda čisto v redu, ampak konstrukcijsko pa ni glih najboljše, ker kaj pa vem, manjkajo neke pritrdilni vijaki, kaj pa jaz vem, da jaz temu rekel, da se ohišje lepo zapre. Drugač, kar se tiče samega delovanja VNA-ja, je popolnoma v redu z ohišjem ali brez ohišja, se pravi, ohišje nima vpliv na delovanje. Ja? Ja? Ja, ima kalibracijo. Neko kalibracijo se radi. Ja. Oboje. Mislim, da je tudi s 50, ne? Vse tri, ne, zvuka, ja. Ta ima. Imaš zaprto sponko, zaprto sponko, kratek stik, in zelo povezavo pol na in si vzame svoj Ja. Takole, jaz sem to reč nadgradil s stikalnim napajalnikom, Grega mi ga je naredil in omogočil napajanje z eno litij-polimer celico ali pa z 9-voltno baterijo, torej ne glede na vir napajanja, ali je pod 5 voltov ali pa nad 5 voltov, odlično deluje. Naslednja reč, ki jo imam pa predvideno, pa še ni izvedena, bo pa brežično polnjenje baterije. To je tak majhen modul, ki se ga dobi, tam na vrečki ga imam, če bi koga zanimalo, se dobi en modul, da se ugradi noter, en se ugradi v škatlo, ta drug se vzuni, da bi in perfektno polni baterije, tako da je zadevščina zelo lušna. Takole, izgleda tukaj pri mene na mizi, da jaz moram reči, da sem izredno zadovoljen z njim, za vse tisto, kar potrebujem, mi zadostuje, vse tiste meritve, ki jih imam, bodi si ne bo to antena, bodi si filtri, več kot to zaenkrat pa ne potrebujem. Toliko. Prosim? Ne vem, bi moral kakšnega, recimo Bojana prositi, da to zmeri, če lahko zmeri, da pojma nimam. Za tisto, kot rečeno, za tisto, kar jaz potrebujem, tiste antene in filtri in podobno, da je perfektno. To je še eno vprašanje. Iza ena je? Se upravičujem. Ok. V glavnem, ko sem jaz z Alfredom sem si dopisoval
Ukolikor bi bila kakšen interes, lahko od njega dobimo Gerberja, in damo narediti tiske navezja, ukolikor bi bil kakšen interes. Material pa kot rečeno ni nič posebnega, nič kritičnega. Toliko, hvala lepa.